Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Danes bomo govorili o zeliščih. Naravno zdravljenje namreč v zadnjem času vedno bolj prihaja v ospredje. Ob sebi pozdravljam magistro farmacije Polonco Fiala Novak. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Res je, beseda bo v oddaji tekla nekako o zelišči, o naravnem zdravljenju, kot ste rekli, o fitoterapiji, ki je danes že prava znanost, čeprav se začela tam že v zgodovini človeštva, od tistih prvih korakov, ko so ljudje pravzaprav za svoje zdravljenje uporabljali zgolj rastline. Torej, za vsako težavo so skušali poiskati pomoč v naravi. Nekako so to dokumentirali, zapisovali in iz tega je potem počasi prišlo do fitoterapije, takšne kot danes, kot vidimo v lekarnah, tudi kar veliko pripravkov naravnega izvora, to se pravi iz zeliščnega sveta. Vendar pa naj povem, da nekako v ospredju oziroma osnova, zametek, sleherne dejansko, bom rekla, oblike, ki je v lekarnah na policah, je vendarle zametek v naravi. Morda našim gledalcem ponudim primer. Namreč nekoč so začeli zdraviti vročino, bolečino, te težave osnovne, predvsem z vrbovim lubjem. Že tam v zgodovini Hipokrata nekako začel uporabljati to in ljudi kar nekako pozdravil, vendar naletel na hude stranske učinke. No, kasneje v 18. stoletju je dr. Hoffman to tradicijo nadaljeval, še vedno uporabljal to lubje iz vrbe in ljudi pozdravljal, vendar je opazil, da pa so stranski učinki vendarle previsoki oziroma preveč je tistih ljudi, ki potožijo, da zdravljenje vendarle ni toliko uspešno. Danes bi temu rekli, tveganje je preraslo pozitivne učinke. No in takrat je začel iz vrbovega lubja pravzaprav sintetizirati snov oziroma izlučiti tisto snov, ki je bistveno pomembna, salicilna kislina kot taka. S tem je nekako že nakazal, da vse v naravi, kar je seveda dobro, vendar včasih moramo tudi nekoliko spremeniti komponente, jih izboljšati, odstraniti neželene učinke, kot pravim. No in to salicilno kislino je potem spet uporabljal na ljudeh, opazoval učinke, vendar še vedno ugotavlja, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Ta analiza, potem to se je dogajalo že vendarle v laboratoriji, je tekla naprej. In tako daleč, da je sintetiziral nič drugega kot acetilsalicilno kislino. Kaj je to? Naši gledalci bodo sedaj zagotovo začudeni, presenečeni, to je aspirin. Ne delava reklame, vendar sem hotela za tem enostavnim primerom ponazoriti, da vse, kar je pravzaprav danes na dosegu roke, je vendarle začelo se v tistih izkušnjah ljudi, v preprostosti, v naravi. Vse, kar je danes, je nekoliko morda odvzeto, stranski učinki so odvzeti, izboljšani so določeni pogoji, učinkovanje in tako naprej, vendar izvira v naravi. Sinteza, kot pravim, laboratorij je pomemben, kot vidimo nujno potreben, če želimo, da potem res, kot pravimo, so tveganja manjša od koristi oziroma od prednosti. V zadnjem času si veliko ljudi, kar samih doma pripravlja mešanice, zeliščne pripravke, vendar je pa potrebno tudi pri tem biti previdni. Na kaj bi mogoče opozorili? Res je, danes, kot sva že rekli, ljudje posegajo, predvsem radi po zeliščih, porečejo, želim nekaj naravnega, nekaj rečejo bio. To je danes, včasih rečemo, celo modna muha, vendar je prav je, da se zatekamo ponovno k naravi, vendar neke bistvene osnove moramo vedeti. Morda v lekarni smo začudeni, pa tudi pacienti so začudeni, ko pridejo z željo po nečem naravnem. Ko recimo takemu pacientu včasih ponudimo iz palete, ki se pokaže na lekarniških policah, pripravek v obliki tablete morda, siropa, pravi, ne, hočem naravno. In takoj vidimo, da v svojem miselnem vzorcu kot naravno razume zgolj zelišče. Zelišče kot tako. Zato bomo danes morda nekaj tudi tukaj dilem razpršili. Torej, zelišče je naravna substanca, osnovna substanca, iz katere izhajamo. Vendar to zelišče lahko mi vgradimo v prehransko dopolnilo, lahko ga vgradimo v zdravilo. To pomeni, da se potem nahaja na policah v obliki tablet, kapsul, siropov, morda tudi kakšne druge oblike. Pa vendar je osnova naravna, oziroma lahko rečemo, je to pripravek naraven, zeliščni pripravek v celoti. Morda se sedaj gledalci sprašujejo, čemu bi pravzaprav v neke formulacije vgrajevali, če pa lahko zaužijemo zelišče kot tako.
Lahko rečem, da to vprašanje je morda kar umestno, vendar pa moramo vedeti nekaj okrog tega oziroma celotno zgodbo, vidite celoten spekter te zgodbe. Naj povem, da varujemo samo iz nekaj razlogov. In sicer, prej smo videli na primeru aspirina, izlužil je snov, ki je učinkovala. Vse ostalo, zelišče nima samo ene učinkovine v sebi, jih ima kar precej. Morda deluje ena, morda dve, morda je kakšna ali celo več učinkovin, ki delajo pravzaprav kvečjemu stranske učinke, so celo lahko strupene neke prisotne substance. In za to sintezo, ali pa bom rekla, mi rečemo z ekstrakcijo iz zelišča, želimo pridobiti samo tisto komponento, tisto učinkovino, ki jo želimo vgraditi, vemo, da učinkuje. To je prvi razlog, zakaj mi pravzaprav vgrajujemo v nekaj, samo zelišče. Drugi razlog je tudi ta, da izlužimo učinkovino in jo v eno tabletko ali pa v eno žičko sirupa, v en odmerek, mi rečemo, vgradimo v tolikšni količini, da bo učinkovala. Namreč pri zeliščih je izjemno težko reči, da dati definicijo, koliko naj vzame odmerka. Odmerek je težko definirati, ali je to ena žlica na 2 deci, recimo čaj, ali koliko je to. No, v pripravkih, ki so v lekarni narejeni, vemo točno odmerek. Ena tableta vsebuje toliko in toliko učinkovine. To se pravi, tukaj je bistveno, zakaj mi pravzaprav delamo tudi te farmacevtske, bom rekla, formulacije, tablete in tako naprej. Morda tudi zato lažje sedaj razumemo, zakaj velikokrat poudarjamo, da doma narejeni pripravki, izdelki takšni ali drugačni, ni nujno, so seveda zagotovo bio in naravni, ni pa nujno, da so dosegajo enako kakovost ali pa enako učinek, kot pravite, kot bi ga dosegli za neko res izdelavo v tovarni. Tudi zato ne, ker vendarle je vzadej, čeprav je naravno in dejansko izvira iz nekoliko preteklih let, ko je bil človek preprost, vendar je to prava znanost, kot sva že rekli. In pomembno je, da mi imamo to znanje, pravzaprav tudi to, kje se učinkovina lahko izluži. Morda bomo doma recimo pokuhavali določene korenine v vodi, jih vreli, hoteli izlužiti to snov, vendar, če nimamo znanja, da se določena učinkovina ekstrahira, izluži samo v alkoholu, nam še tolikšno vreme ne bo pomagalo, da bi učinkovino dobili. Dobili bomo morda učinkovino, ki ima stranske učinke, kot pravim, pa še težava je v tem, kako bomo dokazali, kaj pravzaprav imamo, kako bomo vedeli, koliko bomo tega potem užili. To se pravi, veliko je teh nekih težav, s katerimi se pri domači uporabi, kot smo prej rekli, vendar ne srečujemo. Veliko je tehnoloških postopkov, ki jih doma ne moremo zagotoviti in tukaj moramo biti pozorni. Seveda ne govorimo danes o tem, da je vsakršna pridelava doma nekaj pripravkov sporna. Nikakor ne. Človek je s tem začel, človek mora to ohraniti, vendar jaz vedno rečem, nadgrajevati. Vsako znanje, ki ga lahko nekje dobimo, tudi v tem smislu je dobrodošlo, da so tudi ti domači izdelki od raznih čajev, tinktur, mazil, izboljša kakovost, izboljša kvaliteta in na vse zadnje tisto, kar želimo, da dosežemo učinek, ki je pravzaprav tukaj bistveni. Prej ste omenili, ko ste govorili o zeliščih, tudi stranske učinke, torej tudi zelišča lahko imajo oziroma imajo stranske učinke. Kateri so pa ti stranski učinki, če jih mogoče malo navedeva še? Res je, tudi to je morda doma nekoliko sporno ali pa v miselnih procesih ljudi ponavadi tisto, kar je naravno, daje nek občutek, lahko rečeva, popolne varnosti. Vendar ni tako. Zelišča so dobrodošla, so učinkovita, vendar nič bolj varna ali pa nič bolj nevarna od vseh drugih substanc, ki so recimo nekako v lekarni. To se pravi, želim povedati, da vsa zelišča, takšna ali drugačna, lahko imajo stranske učinke. Videli smo navadno vrbovo lubje, pa koliko stranskih učinkov je vendarle imelo na sluznico želodca, tako hude učinke, da so celo ljudje takrat začeli razmišljati, da treba nekaj ukrepati. To se pravi, stranski učinki so prisotni in se moramo se jih zavedati. Prav tako interakcije, kontraintegracije in tako naprej. Morda nekaj, kot pravite, stranskih učinkov, na primerih si namreč najbolj zapomnimo, kaj želimo povedati, morda izpostaviva čemaž in šmarnico. Čemaž zelo radi nabiramo, sploh tisti pomladnih dneh, zaradi raznih receptov, ki krožijo. Seveda, čemaž, ne da se tukaj oporekati, ima veliko pozitivnih učinkov. Vendar težava je samo ena, pogosto ga zamenjajo ljudje z šmarnico. Pa bi morda kdo porekel,
In tukaj ne vidim nič spornega, saj šmarnica je vendarle rastlina, vse je naravna, kaj pa hoče biti, vendar šmarnica vsebuje močne učinkovine, tako imenovane glikozide, ki vplivajo na srčno, to se pravi na srce vplivajo. Naj povem, da prav te glikozide, niso iz šmarnice, ampak tukaj so bili spet zametki, uporabljamo sedaj v terapijah srčnih bolnikov, glikozide kot take, za določene težave s srcem, pri srčnem popuščanju in tako naprej. Problem teh digitalisov, torej je problem, mi rečemo, ozkega terapevtskega okna. To pomeni, da so učinki lahko zelo dobri, vendar zelo hitro prehajajo na stranskih učinkov. In zato takšna je šmarnica, ima učinke na srce in nekoč so naše babice že rekle, šmarnice nikoli ne imamo nekje v spalnici oziroma tam, kjer počivamo, bivamo, kajti ponavadi po šmarnici nastopijo omotica, glavobol, bruhanje, slabost. Ravno zato, ker vsebuje te glikozide, digitalise, ki vplivajo na srce kot tako. In torej, če primerjamo spet z čemažem, zamenjava je lahko usodna. Odmerek nekaj listov te čemaža, šmarnice zamenjane, lahko nekako izzove tudi smrt, kar se je tudi nekoliko nazaj časa tudi zgodilo. Tako da vidimo, čemaž in šmarnica sta rastlini, pa vendar vidimo stranske učinke. Morda še kakšen primer, recimo se ostavimo morda ob žajblu, žajbelj zelo radi grgramo, kadar imamo vneto grlo, vendar so nekoč naše babice predvsem žajbelj rade pokuhavale v mleku, rade še danes, morda kdo rad da nekako žganje na žajbelj in potem ima takšno tinkturo dobrega okusa, tudi učinkovito, vendar mogoče se ljudje premalo zavedajo, žajbelj ponavadi svetujemo samo v vodnih raztopinah za grgranje. Vse, kar je lipofilnega, to se pravi mleko, žganje, alkohol kot tak, izluži iz žajblja tudi drugo učinkovino, ne samo koristno, ampak tudi škodljivo. To je tako imenovani strup tojon. In ta tojon vpliva spet na določene krče, na srce, na omotico, slabost in tako naprej. Zato vedno poudarjamo žajbelj, dajemo v vodnih raztopinah in nikakor drugače. Morda še mogoče omenim pri žajblju, to pa pravzaprav večje prav je zališče, da če žajbelj pije doječa mamica, se zmanjša količina mleka oziroma usahne mleko. To se pravi, pa vendar je rastlina. Še bi lahko naštevali razne senene liste, ki jih ljudje uporabljajo za odvajanje blata in tako naprej, so naravni, vendar lahko povzročijo, da se črevo, mi rečemo, navadi na to snov, na te senene liste in drugače potem pride do takega začaranega kroga neuspele terapije. Tako da v parih primerih so videli naravno, pa vendar izkazuje stranske učinke. Pravilno uporabo. Prej ste že sami omenili interakcijo, pa če mogoče malo poveva še več o tem. Res je, interakcije so danes nekoliko bolj v ospredju. Govorimo o tem, da lahko eno zdravilo reagira z drugim, tako da se mu zmanjša učinek, poveča učinek, spremeni učinek. Torej, to smo pri izdaji v lekarnah izjemno pozorni, ali eno zdravilo interagira z drugim. No, torej zelišče ni nič kaj drugače. Interakcije so lahko kar precejšnje. Bova kar izpostavili morda tisto, ni rastlina, ampak tisti sadež, torej je pa iz naravnega sveta, ki ima največ interakcij, kar pravzaprav obstaja. Morda bodo gledalci začudeni, to je grenivka. Grenivko pravzaprav občudujemo vsi, ima veliko vitamina C, deluje na imunski sistem, ima kar veliko koristnih, res koristnih učinkovin, vendar ima veliko tudi interakcij. Interagira pravzaprav z slehernim skoraj zdravilom, ki je v lekarni na voljo. Od zdravil za zniževanje pritiska, do antikonvulzivov, kontraceptivov, antibiotikov, pravzaprav antipsihotikov, skoraj večina zdravil interagira. Omeniva tudi statine. Statini so zdravila za zniževanje maščob, trigliceridov, holesterola. Pravzaprav predpisano zdravilo, ki ga jemlje skoraj da, bom rekla, predsejšnja skupina ljudi. In grenivka z statini zelo interagira. Naj povem, morda nekoliko bolj zapleten mehanizem, vendar ga bom pojasnila. Namreč mi za presnovo zdravila, tudi statino, da presnovimo, da se potem zdravilo lahko izloči, potrebujemo en encim, ki ga imamo vsi v telesu, encim citokrom P450, mu rečemo. No in ta grenivka
ki jo mi dejansko pojemo, zaužijemo, pa ta encim zavre in inhibira. To se pravi, če se to zgodi, pomeni, da bo encima manj, ga ne bo, zdravilo, ki smo ga užili, torej statin za maščobe, holesterol, zniževanje, se ne bo izločil z telesa, bo ostal na visoki koncentraciji, mi bomo potem vsak dan še tabletko dodali in koncentracija bo dejansko rasla. Kaj se zgodi? Približno nekje raziskava pokazala, da če mi vzajemo eno tableto tega zdravila statina, poplaknemo s kozarcem grenivkinega soka, bo učinek enak, kot če bi vzeli tam nekje 10 tabletk statina in jih poplaknili z kozarcem vode. Vsi tisti, ki jemljajo statine, vedo, da je odmerek bolj ali manj ena tabletka zvečer. To se pravi, ta odmerek bi nekje 10-krat prekoračili samo zato, če bi poplaknili torej z grenivkinim sokom. To je ena interakcija, res, da grenivka najbolj vstopa v interakcije, vendar pa bi bilo seveda smiselno jo omeniti, da predvsem zato, da dobimo občutek, da zelišča kot taka, kot sva rekli, niso popolnoma varna. Kar pa seveda ne pomeni, da sedaj govorimo proti zelišči. Nikako ne. Zelišča so dobrodošla, nekoč so rekli, za vsako bolezen rosta raste, še vedno je tako, samo vedeti moramo, kdaj je kaj primerno, kdaj je kaj dodati, na kaj biti pazljivi, da lahko tudi naravo seveda z pridom izkoriščamo. Torej sedaj morda v tem prazničnem mesecu decembru, prazniki so dejansko pred vrati, imamo ponavadi doma kar veliko zelišč, ali v obliki čajnih mešanic, ali predvsem začimbnice, sedaj decembra so popularne, kakšen cimet, recimo, nageljnove žbice, koščki jabolk, lupinice, pomarančne. To se pravi, začimbnice, ki imajo zelo lep vonj, lep okus, vendar tudi dobrodošle za zdravje. Spet naravni svet, pa vendar dobrodošlo. Cimet recimo znižuje sladkor, zelo dobro, če ga res v pravi količina uživamo. Nageljnove žbice, zelo dobro so se izkazale recimo pri raznih zobobolih, pri raznih bolečinah v grlu, ko da jih namočimo v med. To se pravi, vedno pravimo, narava nam ponuja, mi s pridom izkoristimo in dejansko bomo delali sebi v prid in naravi v ponos. Pa morda sedaj v decembrskih mesecih, ko pravim, se te mize naše šibijo pod temi dobrotami, ne pozabimo te zelišča, morda kakšno ali pa začimbnico, cimet, nageljnove žbice, dajmo tudi nekako zamesiti v testo piškoto, ne samo, da bo lepo dišalo, tudi dobro bo, tudi zdravo bo, tako da, kot pravim, takšni mali poklon v dobri družbi, v dobrem razmisleku, tudi o temi, o kateri smo danes govorili, pa verjamem, da bodo tudi prazniki prijetni, kakršne si vsi želimo. Torej, kot smo danes poznali, zelišča so zdravilna, nam veliko pomagajo, vendar v pravem razmerju, v pravi količini. Lahko pa se vedno naši gledalci obrnejo na vas oziroma na Pomurske lekarne, ker jim boste verjetno z veseljem svetovali. Res je, v Pomurskih lekarnah kot sleherni dan smo na razpolago, tudi samo z nasvetom. Radi poudarimo, tudi samo nasvet je v lekarni vedno na dosegu roke. Tako da ob tej priliki pa morda se našim gledalcem tudi zahvalim, da nas spremljajo skozi te oddaje, ki jih pripravljamo. Upam, da kakšno koristno informacijo nekako zvedo, da jim kaj doprinese k njihovem dobremu počutju, k zdravju. Seveda tega jim obilo želim predvsem vam gledalcem v novem letu in vse dobro, do naslednjič, ko se ponovno srečamo. Hvala, enako tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.